Tudi danes začenjamo novinarsko konferenco s včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Poglejmo prvo tabelo. Včeraj je bilo opravljenih 5306 PCR testiranj in 23413 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 1233 novih okužb. 7-dnevno povprečje okužb danes po objavljenih podatkih NIJZ znaša 1021 in je nekoliko više, kot smo poročali včeraj, ko je znašalo 1014. Še tabela o stanju v bolnišnicah. V bolnišnicah se danes zdravi 622 pacientov, 5 več kot včeraj. Na intenzivni terapiji pa se danes zdravi 154 pacientov, včeraj 146. Tudi včeraj smo žal zabeležili smrti. Umrlo je 5 oseb. Prehajamo k naši današnji prvi predstavitvi. Z nami je dr. Marta Grdič-Vitek, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ji predajam besedo. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom na kratko predstavila zadnje podatke o cepljenju, o precepljenosti in neželenih učinkih po cepljenju. To so podatki, ki jih zbiramo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Zdaj, če gremo najprej pogledati, kako je z dobavami cepiv v Sloveniji, z dosedanjimi dobavami, vidimo, kako smo po mesecih prejemali cepiva in vidimo, da je v aprilu pravzaprav bilo do zdaj dobavljenih že blizu 150 000 odmerkov, obljubljajo jih pa do konca meseca še tam nekje 200 000, tako da se pričakuje, da bo v aprilu prišlo v Slovenijo skoraj toliko odmerkov kot v vseh predhodnih mesecih skupaj. To se pravi 565 000 odmerkov pa je bilo že do zdaj nekako dobavljenih v Slovenijo. Če si pogledamo, na NIJZ spremljamo izvajanje cepljenja pač preko podatkov, ki jih izvajalci sporočajo v elektronski register cepljenih oseb. Do nedavnega smo na osnovi teh podatkov delali tedenska poročila o precepljenosti in tedenska poročila o neželenih učinkih. Odkar imamo tale prikazovalnik, ki ga vidite za mano, je pravzaprav to ni več, skratka te poročila o precepljenosti niti niso več potrebna, ker si lahko pogledate te podatke dnevno osvežene, celo 2-krat dnevno osvežene, skratka kakor želite, po starosti, po spolu, po regijah, celo po občinah na naslednji strani. Tako da to je zdaj kar velika pridobitev in upam, da bo to čim več ljudi uporabljalo oziroma si tukaj ogledalo, kako stojimo s cepljenjem trenutno. Zdaj bi pa vseeno pokazala, kako je bilo s podatki do konca oziroma do včeraj. To se pravi, do včeraj je bilo s prvim odmerkom cepljenih v Sloveniji 16% prebivalcev, z drugim odmerkom blizu 6% prebivalcev. Če gremo pogledati, kako je bilo po spolu, 14% cepljenih moških, 18% ali pa blizu 19% cepljenih žensk, nekaj manj z drugimi odmerki. Če gremo pogledati, kako je po starosti. Zdaj vidite te starostne skupine nad 70 let, so pravzaprav pocepljene vse že več kot 50%.
čakamo še na te stare 60 do 69 let, to sta tisti dve skupini, ki sta bili do zdaj pravzaprav pred 14 dnevi še čist, skratka, tam je bila ena velika škrbina, ki se zdaj počasi polni in nekako pričakujemo, da bo recimo vsaj starost 65 do 69 let do konca tega tedna ali pa od prvih dneh naslednjega tedna tudi nekje dosegla vsaj 50% in potem še v naslednjih dneh tudi ta naslednja starostna skupina na 60 let. Kot veste, smo zdaj 2 tedna cepili izključno stare 60 let in več, tako da bi se nekako ti dve starostni ali pa vse te starostne skupine na 60 let čim bolj jim zvišala precepljenost, namreč zato, ker starost je tisti najpomembnejši dejavnik, ki prispeva k težkemu poteku bolezni oziroma k težkim izidom ali pa celo smrti zaradi covida, tako da je zelo pomembno, da so starostniki najprej pocepljeni ali pa čim hitreje pocepljeni. Tole je pa precepljenost po regijah, kot smo rekli 16%, nekje je povprečje, nekatere regije nekaj več, nekatere nekaj manj, no, ampak tam nekje okrog 16% s prvim odmerkom, z drugim pa tam okrog 6%. No, in potem pa še nekaj o spremljanju neželenih učinkov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje spremljamo neželene učinke s pomočjo tega elektronskega registra cepljenih oseb in neželenih učinkov. Do nedavnega smo te neželene učinke spremljali oziroma so jih izvajalci poročali na obrazcih peš, to se pravi na papirju, medtem ko zdaj se to poroča v elektronski register. Na NIJZ pa obstaja tudi register neželenih učinkov pridruženih cepljenju že dolga desetletja, katerega upravljalec je NIJZ in v ta register so dolžni pač poročati podatke vsi izvajalci cepljenja. Zdaj pa, če pogledamo po posameznih cepivih, kako so bile prijave neželenih učinkov. Po cepivu proizvajalca BioNTech Pfizer smo imeli prijavljenih 2368 neželenih učinkov pri 312.000 cepljenih, izvedenih cepljenj. To se pravi nekaj manj kot 1%. Potem pri cepivu Moderne smo imeli 56 prijav, to je pač cepivo, ki ga je bistveno manj, tako da je bilo tudi skupno število cepljenj opravljenih 41.000. Tukaj je ta delež neželenih učinkov še manjši, prijavljenih neželenih učinkov tam nekje okrog 0,1 do 0,2%. Zdaj pa, če pogledamo, kako je pa za AstraZeneco, 1592 prijav neželenih učinkov na 100.000 opravljenih cepljenj, kar je pa nekje okrog 1,5%. Tukaj je pa še en prikaz, kako je s temi številkami, če prikažemo te neželene učinke. Zdaj, vsaka prijava neželenega učinka lahko vključuje več neželenih učinkov pri isti osebi in ti neželeni učinki so potem tukaj prikazani na takem grafu in na način, kot ga uporablja Evropska agencija za zdravila. Se pravi, najpogosteje se pojavljajo splošne težave in spremembe na mestu aplikacije in potem sledijo ti organski sistemi naprej. Pri vseh cepivih pravzaprav je ta slika zelo podobna. Tole je slika za Comirnaty cepivo, to se pravi proizvajalca BioNTech Pfizer. Na tej sliki pa je tak isti prikaz za cepivo AstraZeneca, nekoliko manj zaenkrat neželenih učinkov, ker je pač tudi cepiva bistveno manj bilo porabljenega, ampak vidimo pa podobna razporeditev, se pravi splošne težave in spremembe na mestu aplikacije prevladujejo, potem pa sledijo ti drugi organski sistemi. Zdaj pa, če se ustavimo še pri resnih neželenih učinkih oziroma dogodkih po cepljenju, po definiciji med resne neželene učinke pač spadajo življenje ogrožajoče stanje ali bolezen, hospitalizacija, to se pravi, če je nekdo hospitaliziran zaradi takega dogodka, ne glede na to, koliko časa je hospitaliziran, tudi če gre tukaj za enodnevno hospitalizacijo, potem, če gre za trajno okvaro ali prirojeno anomalijo, če gre za druga klinično pomembna stanja ali pa če gre za smrt. In od začetka cepljenja do vključno 11.4., to se pravi do zadnje nedelje, smo na NIJZ v register prejeli po tem cepivu, ki je največ v uporabi, to se pravi proizvajalca BioNTech Pfizer, 32 prijav resnih neželenih dogodkov po cepljenju,
ki smo jih klasificirali kot resne, to je nekje 1,3% glede na vse prijave. Potem eno prijavo po cepljenju s cepivom Moderna in pa 16 prijav po cepljenju s cepivom AstraZeneca. Mogoče bi še čisto na kratko samo o tem, ker je zdaj veliko vprašanj, o prijavljenih trombemboličnih dogodkih v časovni povezavi s cepljenjem. Namreč zdaj malo smo razvrstili te podatke glede na cepivo in po cepljenju s cepivom proizvajalca BioNTech Pfizer smo imeli 12 takih prijav teh tromboemboličnih dogodkov, ampak tukaj je treba poudariti, da gre to za dogodke, ki se tudi sicer pojavljajo v pač podobni pogostosti pri cepljenih in necepljenih osebah. No, tako da tukaj je šlo za 12 prijav, tukaj je treba tudi upozoriti, da osebe, ki so stare, ki so bile cepljene s cepivom Comirnaty, so bile cepljene, so bile stare nad 70 let v povprečju. Tukaj je šlo za 12 prijav, med njimi je bilo 7 moških in 5 žensk, 8 od teh je bilo v starosti 80 let in več. To se pravi, od teh prijav je šlo enkrat za pljučno embolijo, dvakrat za globoko vensko trombozo in pljučno embolijo pridruženo, enkrat pa za globoko vensko trombozo, 4krat je šlo za možgansko kap in 4krat za miokardni infarkt, tako to so te številke. V glavnem je šlo za starostnike nad 80 let in pretežno oziroma velika večina takih, ki so imeli tudi pridružene bolezni oziroma stanja, ki pač lahko privedejo do enega takega dogodka. Pri trombemboličnih dogodkih v časovni povezavi s cepljenjem s cepivom AstraZeneca je bilo pa 10 takih prijav, 8 pri moških, 2 pri ženskah, 5 jih je bilo v starostni skupini 60 do 70 let in 5 v starostni skupini 40 do 59 let. Dvakrat je šlo za vensko trombozo in pridruženo pljučno embolijo in 7krat za vensko trombozo, enkrat pa je šlo za trombozo možganske arterije, v tem primeru je šlo zraven tudi za znižano število trombocitov. To bi bilo z moje strani, če je še kakšno vprašanje. Hvala lepa za to predstavitev. Prek Zoom povezave imamo novinarje. Prvo vprašanje, TV Slovenija, prosim. Dober dan, Petra Prešeren, TV Slovenija. Mene pa zanima, kaj se zdaj dogaja s cepivom Johnson & Johnson. Torej, ali je ta pošiljka cepiva že prispela v Slovenijo, kaj se bo zdaj z njo zgodilo, na kakšno odločitev oziroma na odločitev katerega organa bo čakala Slovenija, preden se bo odločila za morebitno uporabo, ali bodo tudi tu kakšne omejitve. In še glede teh resnih neželenih stranskih učinkov, glede teh zadnjih tromboemboličnih dogodkov, ki ste jih navedli, ali so tukaj že bile narejene preiskave dogodkov, ali tukaj je bila neposredna povezava s cepljenjem, ali je šlo zgolj za neko časovno sovpadanje. Hvala. Bom začela od zadaj. No. Za vse te dogodke, ki so bili predstavljeni, pravzaprav še ni bilo, vsi bojo preiskani strani posebne komisije, strani Ministrstva za zdravje, tisti, ki so že bili preiskani, zdaj ne vem točne številke, ampak tisti, ki jih je komisija že pregledala in ocenila v vseh teh primerih, ni šlo oziroma je šlo za povezavo, ki je malo verjetna oziroma ni verjetna. Kar se pa tiče prvega vašega vprašanja, glede cepiva Janssen, vam pa težko pravzaprav kaj povem, ker vse, kar vem, je tisto neformalno, kar smo pač zvedeli včeraj. Zdaj mogoče naslovite eno vprašanje na NIJZ, pa bomo dali malo več pojasnil. No. Zdaj, toliko kot jaz vem, je to, da je bilo včeraj, cepivo je šlo že na pot, tako da prispelo je v Slovenijo, zdaj se nahaja v karanteni. Mislim, da je bilo to po odločitvi EME, zdaj kdo bo naprej odločal, jaz mislim, da bo to tudi glede na to, kako se bojo države uskladile v okviru oziroma kako se bo Evropska agencija za zdravila in države uskladile glede tega, tako da, ampak zdaj kaj bolj natančnega vam pa težko zdajle povem. No. Naslednje vprašanje ima Žurnal 24. Ja, lepo pozdravljeni. Jaz bi vas rada vprašala glede izvajanja nacionalne strategije cepljenja in sicer za tisti del, ko bomo prišli v fazo, ko se začenja cepljenje glede na vrstni red prijav. S tem v zvezi me zanima, zakaj je tukaj odločitev, da se cepi glede na vrstni red prijav, ko
ko pa ste tudi sami rekli, da je pač starost tisti ključni dejavnik tveganja in ko imamo tudi podatke, da je bolezen tam okoli 50-55 leta veliko bolj tvegana kot recimo za mlajše oziroma po kakšnem principu bo se potem nek 18-letnik cepil prej, preden se bo cepil nek 55-letnik glede na tveganje. Hvala lepa. No, jaz mislim, da se to ne bo zgodilo. Mi ves čas poudarjamo, da je treba najprej cepiti starejše. Seveda tiste, ki se želijo cepiti. Zdaj, saj ste videli, te starostne skupine so že kar nekaj pocepljene. Zdaj, kolikšno precepljenost bomo v teh starostnih skupinah dosegali, je težko reči. Jaz upam, da bo še kaj več, kot je zdaj, ne. Ker zdaj je tista najvišja starostna skupina, oziroma 80 do 84 let, nekje cepljena okrog 65%, no, in nekaj več, ampak mi bi si želeli seveda, da bi bila ta precepljenost v vseh teh starostnih skupinah vsaj toliko ali pa več, ne, ker to so tiste najbolj ogrožene starostne skupine. Zdaj, kdaj bo prišlo do tega, da se bo pa upošteval vrstni red prijav, jaz si predstavljam, da bo to takrat, ko se bo začelo množično cepljenje in ko bojo pocepljene vse rizične skupine, to se pravi, ko se bo začelo splošno cepljenje prebivalstva vsega, ne glede na ali na starost ali na kronične bolezni, ali pa tam vmes je še kritična infrastruktura po strategiji, tako da bo šlo še pač po strategiji navzdol. In šele potem nekako jaz razumem, da pride na vrsto to pač cepljenje po vrstnem redu prijav. Še eno vprašanje ima TV Slovenija. Še to me zanima, Nemčija se je odločila, da mlajših od 60 let, ki so že prejeli en odmerek cepiva AstraZeneca, ne bo cepila z drugim odmerkom cepiva proizvajalca AstraZeneca, vendar le te različne odločitve evropskih držav verjetno ravno ne vzbujajo zaupanja v to cepivo. Bo Slovenija torej še naprej vztrajala pri tej svoji strategiji, torej da je cepivo AstraZeneca namenjeno za vse starostne skupine? Hvala. No, sej ta strategija, sej se tudi pri nas nekaj spreminja, ne, in to spreminjanje je res malo problematično, ampak tako, Evropska agencija je zaenkrat ocenila, da je cepivo varno, da pravzaprav bi težko izpostavila kakšen dejavnik tveganja, to se pravi, da bi se recimo opredelila, da je kakšna starostna skupina ali pa spol ali pa kakršenkoli drugi dejavnik nekaj, kar bi bilo treba upoštevati pri cepljenju, zato je tudi bil nekak dogovor na posvetovalni skupini za cepljenje, da se ta starostna omejitev odpravi oziroma da se pač lahko cepivo uporablja v vseh starostih. Vemo, da je cepivo zelo dobro učinkovito, vemo, da zelo dobro preprečuje posebej težke poteke, hospitalizacije in to je tisto, kar je zelo važno, posebej pri starejših. S tem so bila izčrpana vsa novinarska vprašanja. Hvala za predstavitev in odgovore na ta vprašanja. Najlepša hvala. Naša druga gostja prav tako prihaja iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nuška Čakš-Jager, izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Lep dober dan vsem skupaj. Če na hitro pogledamo, kakšna je trenutna situacija v svetu, torej po podatkih Evropskega centra iz tedna 13, lahko vidimo, da raste število pričakovano, torej Evropa, ampak viden pa je tudi porast v Aziji. Tako da se število mrtvih že bliža 3 milijonom in število primerov preko 130 tisoč oziroma 130 milijonov v svetu. Če pogledamo Evropo oziroma Evropsko unijo, potem vidimo, da je število povečano prav v nekaterih državah oziroma da se močno veča število po kombinaciji kazalnikov med deležem potrjenih primerov v 14 dneh, deležem testiranih in deležem pozitivnih rezultatov v teh 2 tednih, prav v nekaterih državah močno izpostavljeno in to Španija, Švedska, vzhodna Evropa. Torej, obarvanost in primerjava med tema dvema slikama je vidna v smislu povečevanja in temnenja v določenih predelih Evrope. In če pogledamo samo sliko, naslednjo bi prosila, se upravičujem, to je v bistvu sta 2 enaki sliki, če bi pa gledali samo
14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev, pa bi videli pravzaprav, da se močno barva in premik pokaže prav tako v številu primerov proti Španiji, v področju Italije, Francije in Švedske. Če gremo dalje in pogledamo, kakšen je bil trend števila potrjevanih primerov v Evropski uniji. Večina držav beleži kar precejšen porast. Slovenija je v tistem času zabeležila 17% rast v številu primerov, vendar opozarjam, da je bilo to pred našim lockdownom, torej pred obdobjem zapiranja. Pač pa sta uspešno, predvsem Slovaška in Češka, uspeli zamejiti širjenje, tako da je tudi 14-dnevna kumulativna incidenca primerov COVID-19 na 100 tisoč prebivalcev, ki je višja od Slovenije, se pravzaprav premaknila bolj na stran Madžarske, Češke, Francije, tudi Hrvaške. Slovenija v takratnem času je beležila 673 primerov v 14-dnevni kumulativni incidenci. Na današnji dan vidimo, oziroma za včerajšnji dan so podatki 637, kar pomeni, je viden upad v 14-dnevni kumulativni incidenci glede na 100 tisoč prebivalcev. Če gremo dalje, torej včerajšnje podatke. Včerajšnjih podatkov, torej testiranih oseb, smo rekli, da je bilo 5306, potrjenih primerov 1233, kar pomeni 23,2%, delež potrjenih od števila testiranih. Glede na najverjetnejši vir okužbe ni pravzaprav kakšnih večjih odstopanj od prejšnjih predstavitev, torej največji in vedno večji delež predstavlja lokalni vir okužbe. Če pogledamo dalje, kaj je najverjetnejša lokacija prenosa okužbe. Tako kot smo pravzaprav ves čas beležili, se nam družina, skupno gospodinjstvo in pa neznani viri oziroma podatki, ki nam jih ljudje zaupajo kot da ne vedo, prikazujeta kot največja deleža in najverjetnejša lokacija prenosa okužbe. Še vedno je delovno mesto tisto, kjer morda nismo izkoristili vseh možnosti, zato da še zmanjšamo ta delež možne lokacije prenosa, in tukaj velja poudariti, da je delo na domu, kjer seveda je možno, še vedno izjemno priporočljivo in prosimo, da tam, kjer se da se to tudi uspešno izvede. Torej delovno mesto je vendarle še pomemben dejavnik in morda neizkoriščen v smislu možnih ukrepov zamejevanja širjenja. Morda je zanimiv naslednja slika, ki predstavlja na vzorcu anket najverjetnejšo lokacijo prenosa okužbe za različico B117, to je angleški sev. In sicer gre za obdobje med 1.3.21 in 12.4. Gre za vzorec anket oziroma za vzorec rezultatov laboratorijskih, ki jih je posredoval prijazno NLZO, sprav Nacionalni laboratorij iz Celja. In tukaj vidimo, če povzamemo tisto, kar ljudje v anketiranih navedejo, da je širjenje te različice, tega angleškega seva, izjemno močno v družinah, v skupnih gospodinjstvih, nekoliko manjši je neznani vir, pa delovno mesto, kjer ponovno poudarjam, da imamo rezerve za delo na domu in morda za večjo učinkovitost in zmanjšanje tudi tega deleža. Če pogledamo že standardno sliko, ki jo poznate, torej delež, kako nihamo, torej šli smo v 23,2% delež pozitivnih vzorcev, vendar imamo 14-dnevno kumulativno incidenco, pa tisto, ki nam kaže rahel upad. Starostne skupine. V starostnih skupinah je nekolikšen premik in sicer 14 dni nazaj nismo imeli tako visokega deleža v starostni populaciji med 15 in 24 let. Torej med 15 in 24 let je bilo 14 dni nazaj 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč, v teh starostnih skupinah recimo 970 je sedaj, 791 pri ženskah in 765 pri moških. Torej se je to 14-dnevno število v tej starostni skupini dvignilo. Prav tako še zmeraj beležimo
veliko število okuženih oziroma obolelih v starostnih skupinah delovni populaciji 35 do 44 in 45 do 54. Se pa vsakokrat zmanjšuje delež števila potrjenih primerov v visoki starosti, torej od nad 75 let, vsakokrat beležimo manjše število in manjši delež obolelih. Prav tako je to učinkovitost, verjetno in predvsem seveda tudi cepljenja ter vseh ukrepov v domovih starejših občanov in pa med starostno populacijo, vidno tudi v teh tedenskih prikazih potrjenih primerov. Modra barva zgineva, kar pomeni, da je število oskrbovancev v domovih starejših občanov bistveno manjše in lahko povem, da samo v zadnjih 2 tednih samo en dom starejših občanov je beležil več kot 2 primera potrjene okužbe, drugje beležimo samo po kakšen primer, odvisno od situacije. Torej izbruhov ni. Tudi pri smrti, pri tedenskem številu umrlih, vidimo, da se delež oskrbovancev v zadnjem času intenzivno zmanjšuje. Če gledamo število umrlih na 100 000 prebivalcev, pri katerih je bila okužba z SARS-CoV-2 potrjena v 28 dneh pred smrtjo, po statističnih regijah, torej za zadnji mesec, vidimo, da je Koroška pravzaprav kar nekako najvišje, najbolj in najuspešnejša je jugovzhodna Slovenija in ostale številke, kot so vidne. Vse te analize seveda lahko redno spremljate osvežene na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se dotaknem še spremljanja okužb pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji. Rahlo upad, predvsem v starostni skupini 6 do 14 let, je viden, vendar le bo potrebno za boljšo analizo počakati vsaj še ta teden, da vidimo trende, kako in kam se bodo obrnili. Podobno lahko vidimo tudi pri pedagoškem kadru, torej nihanje je prisotno, vendar le so upadi zaznani in analiza učinka dela od doma bo verjetno vidna proti koncu tedna. Naj pri tem opozorim, da je na spletni strani objavljeno navodilo vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe SARS-CoV-2 v zavodu. Ta navodila so bila posredovana vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom. Namen je, da tukaj vidite, kaj vse v teh navodilih, ki so jasna, enostavna, pravzaprav lahko pedagoški delavci najdejo, si pomagajo, seveda ob podpori epidemiologov takrat, ko je to potrebno in zato imajo tudi posebno povezavo. Tudi navodila, kdaj se na epidemiološko stroko obrniti, v teh navodilih so prisotna. In če samo ilustriram en od odsek teh navodil, naj povem, da je v teh algoritmih dovolj korakov, enostavnih korakov, ki vodijo vzgojno-izobraževalne zavode v ukrepanju ob sumu na okužbo za SARS-CoV-2 ali pa ob potrjenem primeru, tako za predšolske, šolske, kot tudi za dijake in zaposlene. Še zmeraj velja zaščitno obnašanje, še zmeraj velja poziv in prošnja, da je od vsakega od nas pravzaprav odvisno, kam se bodo te številke in trendi obrnili. Od vsakega od nas je pravzaprav tudi odvisno, ali bomo uspeli vendarle zadihati s polnimi pljuči in pravzaprav omejitve sproščati do take mere, da bo življenje normalno. Ob tem bi pa prosila samo še za en trenutek za sporočilo, in sicer ni vezano na COVID-19, pa vendarle. V epidemiologiji opažamo večje število prijavljenih primerov mišje mrzlice. Tukaj vidite, kaj se dogaja v tem rdečem stolpcu, namreč očitno nas spremlja spet mišje leto. Gre za mišjo mrzlico, ki je povezana z večjim številom glodavcev, ki so prenašalci tega virusa in ob spomladanskih ali pa ob jesenskih časih, ko ljudje delajo na vrtih, na vrtovih, ko začno
čistiti svoje kleti. Drvarnice se ob pojavu mišjih iztrebkov, vdihavanju virusa iz teh mišjih iztrebkov lahko okužijo in mišja mrzlica je tokrat kar precej v porastu. Imamo že 47 primerov od začetka januarja, zato velja naslednje sporočilo, če lahko naslednjo sliko pokažete, da so nasveti za preprečevanje okužb z virusom mišje mrzlice objavljeni sicer tudi na spletni strani Nacionalnega inštituta, pa vendarle čiščenje dalj časa zaprtih prostorov naj bo previdno za higieno rok, za uporabo rokavic, zaščito obraza, temeljito prezračimo prostor, površine, kjer so bili iztrebki ali mrtve miši, razkužimo in predvsem je potrebno biti pozoren na dvigovanje prahu. Zato, ker v tem prahu, vdihovanjem tega prahu, pravzaprav te iztrebke ali viruse iz iztrebkov lahko najbolj prizadanejo človeka in ga okužijo. Bolezen sama poteka z vročino, z slabim počutjem, številnimi znaki in glede na to, da smo v obdobju covida, seveda bo vsak najprej pomislil na covid. Zato velja poziv, če ste karkoli od takšnih aktivnosti počeli v naravi doma, imate bolezenske znake, to povejte svojemu zdravniku, da bo tudi na to pozoren. Hvala lepa.